Pozdravljeni v prav posebnem, slavnostnem utrinku. Tisti, ki nas spremljate že nekaj časa, veste, da se radi javimo v teh nekih drobtinicah luči, miru in odkriti, pogosto tudi z gostjami in gosti, ampak danes smo namenoma sami. Zakaj, Rebeka? Zaključujeva z zadnjim utrinkom iz tega drugega sklopa. Vesela in hvaležna sem ti, da si potovala skozi vse te utrinke z mano, vodila mene, goste in izvabila iz nas tisto modrost in z vprašanji in z podporo, nasmehom ter toplino. Rebeka, srčna hvala. Saj vemo, jaz sem vedno za pustolovščine in ta je bila prečudovita. Polna miru, spokoja, hkrati pa novih in intenzivnih spoznanj. Tako da se ti tudi jaz zahvaljujem za povabilo in seveda za vsa doživetja, ki smo jih hote in nehote spoznali na tej poti utrinkov. Vsekakor mi ostajajo v zelo, zelo lepem spominu in upam, da smo uspeli doseči vas, mogoče večkrat, več kot samo enkrat, z kakšnim dobrim namigom ali pa vsaj dobro voljo. Ker življenje na zemlji zna biti zanimivo in tudi težko, ampak hkrati mislim, da je lahko neizmerno zabavno in tako polno, da se hoče kar srce razpočiti. In danes ga seveda ne bova pokali, bova pa pogledali v še zadnji utrinek. Ja, zadnji utrinek nosi poseben naslov Mogočnost. A pogleda. Dejva, res, da se mogočno poslovijo te utrinki. Mogočnost, veličastnost, sijajnost. Beseda mogočnost se sliši kot lastnost bogov. A tudi ti jo imaš. Veliko mogočnosti nosiš v sebi. Svojo mogočnostjo vzbujaš občudovanje. Svojo mogočnostjo podarjaš vzor delovanja. Neguj svojo mogočnost, ta prečudovit dragulj, z ljubeznijo, toplino, milino in srčnostjo. Neguj svojo mogočnost, da se bo močno svetila in tudi drugim pomagala osvetliti njihovo pot. Naj ti mogočnost v življenje prinese obilo darov in te vodi k sreči ter zadovoljnemu življenju. Zelo lep utrinek in res na mestu za tistega zadnjega, ki pa v bistvu ni zaključujoč, ampak vedno vključujoč in tak kot ena taka zlata roka za naprej. Kaj pa si ti želiš za naprej? Vedno se ob zaključku nekih poti oziramo tudi v prihodnost. Prejšnje leto, ko so nastali utrinki, prvi 27, utrinki prvega sklopa, in sem se podala na to, da vsebino tudi posnamem, si nekako nisem predstavljala, ali bo sledilo nadaljevanje ali ne, želja je bila. In hvaležna sem, da je prišlo tudi nadaljevanje, se pravi, to je zdaj 27. utrinek iz drugega sklopa in vse skupaj jih je še 54. Kaj bo naprej, se prepuščam. Nihče zares ne ve, ampak z nasmehom na obrazu, s pogumom, z vpogledom v to, kaj se nam dogaja in kako mi v bistvu s tem sobivamo in seveda s tem, kot Rebeka rada reče, da si dovolimo biti takšni in drugačni in vzeti čas zase, za razmislek, za čutenje. S tem v bistvu zaključujeva eno lepo popotovanje, ampak v stilu. In tukaj le so eni kozarčki. Notri ni nič drugega kot voda, ki je temelj življenja. Kaj pa je narisano na teh kozarcih? Neke pikice so, Rebeka. Le kaj je to? Ja, mi smo sestavljeni iz, se pravi, poznamo fizično naše telo, emocionalno, se pravi, mentalno, čustveno, različne sfere našega delovanja so in na teh kozarcih je prikazano telo, kjer v bistvu poseže po mogoče tudi tistem, kar se nam zdi, da ni za nas, da si ne zaslužimo, da mogoče še ni pravi čas. In s tem, ko se dvignemo, razpremo svoje telo, tudi dovolimo vsem našim tem osnovnim 7 energetskim centrom,
da se vsi začnejo delovati in to energijo razpošljajo po celem telesu. Namen kozarcev je, se pravi, da nam nekako z energijskega vidika podprejo, notri je pa tudi čisto preprosta H2O, ki učinka ne uniči, ampak mogoče mu daje še dodatno moč. Ker pa govoriva o tej mogočnosti, je res, zdaj ko je zaključek, da povzameva vse to skupaj. Vsak od nas res stopa po svojih stopnicah življenja in vsi se srečujemo v nekih prelomnicah svojega življenja. Mogoče nekdo je sedaj na prelomnici, nekdo je bil eno leto nazaj. Jaz težko bi izpostavila samo eno, ker vem, da sem v življenju imela več prelomnic. In da sprejemamo sebe takšne, kot smo. Smo razdražljivi kdaj, se tudi razjezimo, smo žalostni, nas kaj boli. A hkrati, da kljub vsem tem iščemo tudi dobre verzije sebe, da si dovolimo smejati, da si dovolimo sijati, biti srečni. In to je tista mogočnost, da tudi za svojim delovanjem, kot tle piše, smo zgled. In sebi, svojim otrokom in vsem, ki so okoli nas. Vsi čutimo, gremo res čez različne faze življenja, ampak si pomagamo ter svetimo pot ne samo sebi, ampak tudi drugim. Zato predlagam, da medve nazdraviva mogočnosti, ki jo deliva, in naj utrinek vsebina pomaga komu na svoji poti, ker vedite, vsak od nas se znajde na križišču življenja in samo vi veste, katera je prava pot. Zato prisluhnite na svetu ostalim, ki jih imate okrog, ampak vseeno odločitev naj bo v vaših rokah, naj pride končna odločitev iz srca. Nazdravljam na mogočnost. Tudi jaz. Hvala, Rebeka. In želim mogočne poti in da bi si dovolili videti, kakšno veličastno doživetje je v bistvu življenje. Vse lepo, vse dobro tudi v mojem imenu in svetite kot naši utrinki še naprej. Hvala. Srečno. Ja.